Perniškega jezera končno začeli pobirati poginule ribe. Študentski servisi zapirajo svoje poslovalnice. Viktorija Plzen slavila s 3:1. Pozdravljeni. Lastnik podjetja Riba Maribor Dušan Rapoc je danes s posebnim napihljivim splavom z gladine Perniškega jezera odstranjeval ribe, ki so pred 2 tednoma poginile zaradi pomankanja kisika v vodi. Po njegovih ocenah je na jezeru še za okoli 5 ton poginulih rib, ki bi jih po pričakovanjih lahko odstranil do začetka prihodnjega tedna. Okoliški prebivalci pa trdijo, da se Rapoc odstranjevanja loti le takrat, ko so ob jezeru televizijske kamere. Na gladini Perniškega jezera po ocenah še vedno plava okoli 5 ton zaudarjajočih in razpadajočih rib. Danes jih je lastnik Dušan Rapoc začel odstranjevati z izposojenim posebnim napihljivim splavom. Trditve, da jih je odstranjeval že v preteklih dneh, okoličani zanikajo. Rapoc zdaj ocenjuje, da bi jih lahko pobral do začetka naslednjega tedna. V glavnem pa ja, če bo kakšen par ostalo, ki pa še niti s tem ne moramo zraven, v glavnem pa ja. Tiskrat je prišel 15 minut prej, z tako malo podmetalko, kot da lovi metulje in je potegnil 4-5 ven in to je to. Okoliški prebivalci so besni. Prepričani so, da bi ribe morali začeti odstranjevati že takrat, ko je poginila prva. Kljub temu, da novega pogina ni, bo namreč smrad tudi po odstranitvi kadavrov ostal. Že tudi, ko bomo ribe odstranili, voda sama že smrdi, tako da kdaj pa bo dež, ne vemo. Živeči ob jezeru upajo, da bodo tokrat pristojni držali besedo in rešili problematiko jezera, ki jo je minister Dejan Židan obljubljal že pred leti. Pred 3 leti smo mi to stvar pokrenili in smo seveda v upanju, da bojo te inštitucije za svojo nalogo odpravile, to verjeli, ne? In seveda zgodilo se ni popolnoma nič. Kmalu naj bi se prebivalci sicer sestali z županom, kjer bodo izoblikovali skupne želje o ureditvi jezera. Njihova osnovna zahteva je namreč odstranitev mulja, ureditev 500 metrov zdaj neurejenega obrežja ter sprehajalnih poti. Najprej pa si želijo obilnega deževja, ki bi spralo neznosen smrad. Letos bodo študenti z delom prek študentskih servisov zaslužili približno 50 milijonov evrov manj kot lani. Obseg dela se je namreč zmanjšal tudi za več kot 30%, opažajo v 3 največjih slovenskih študentskih servisih. Zaradi krčenja obsega dejavnosti že ugašajo manjši študentski servisi. V dobrem letu jih je svoja vrata zaprlo 10. Na spletni strani študentskega servisa Točka, ki je študentom še lani posredoval delo, danes najdemo le obvestilo, da so s 1. januarjem prenehali z dejavnostjo. Kakšna je po vaše ponudba študentskega dela? Slabša kot v prejšnjih letih. Strežbe je še vedno največ. Malo so nižje plače, kot so bile. Lansko leto se je tam gibalo okoli 4 pa pol je že tudi bilo. Zdaj pa se mi zdi, da je vse padlo nekje na 3 do 3 pa pol. Z zakonom za uravnoteženje javnih financ so se namreč junija lani dajatve za študentsko delo dvignile z 12 na 23%. Omejilo se je tudi zaposlovanje študentov v javni upravi. Obseg dejavnosti se je v letu 2012 zmanjšal za okrog 20%. Podoben trend pa žal pričakujemo tudi v letošnjem letu. Ocenjujemo, da bo ponudba manjša za več kot 30%. Povišanje koncesijske dajatve in pa režim na trgu dela nas je postavil v zelo neugoden položaj, nismo več konkurenčni. E-študentski servis, študentski servis Maribor in M-servis, ki skupaj obvladujajo okoli 85% študentskega dela, se že prilagajajo novim tržnim razmeram. Krajšajo delovni čas, vse več je elektronskega poslovanja. V največjem servisu so po uveljavitvi ZUJF-a odpustili 5 ljudi. Vendar pa ocenjujemo, da ukrep ni bil zadosten. Zato tudi sami razmišljamo o zapiranju poslovalnic in omejitvi zalaganja zaslužkov. Četrtino delovnega časa namreč porabijo za izterjavo zaslužkov dijakov in študentov. Letno pa izdajo več kot 41 tisoč pisnih opominov in opravijo okoli 153 tisoč telefonskih klicev za izterjavo. Na ptujski osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami so se za prihodnji teden veselili svečanega podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje nove stavbe. A tudi tokrat so ostali praznih rok, čeprav imajo gradbeno dovoljenje že od lani. Šolsko ministrstvo jim je za letos odreklo že obljubljen znesek sofinanciranja, pa tudi večina občin se do projekta obnaša pišmeuhovsko. Preko 100 let stari prostori pomenijo strašljive pogoje tako za 85 otrok, ki bodo v novem šolskem letu obiskovali šolo Ljudevita Pivka, kot za zaposlene.
Ostajamo še v isti zgradbi, vlažni, in pa seveda veliko okn še vedno v slabem stanju. Naši otroci tega ne čutijo, ker ko njih vprašamo, kako se počutijo, zelo dobro, zato ker dobivajo vse tisto, kar ta naš učenec mora dobiti, strokovno tudi dobi. Da je novogradnja sicer na drugi lokaciji nujna, se že več let strinja slovenski politični vrh. Zato je še toliko bolj presenetljiv dopis pristojnega ministrstva, da sofinanciranje v prihodnjih letih predvideva, da pa letos ne bo prispevalo potrebnih 350 000 evrov. Poslal sem na vse inštance v tej državi pisna stališča in zahtevam pisne odgovore, ali je sploh možno pod temi pogoji pričeti investicijo. Kajti upam, da si znate predstavljati, kaj bi to pomenilo za mestno občino, ko bi nas naslednjem letu potencialno prišlo revidirati računsko sodišče in bi ugotovilo, da smo naredili prekršek. Na novo šolo, skupno vredno nekaj več kot 4 milijone evrov, je pozabila tudi večina od 15 občin soustanoviteljic in uporabnic. Od vseh občin so se 4 načelno odzvale, da bi bile pripravljene pri tej investiciji sodelovati, ampak mi do danes od njih nismo dobili nobenega sklepa občinskega sveta. Ko bo tako daleč, pa bo gradnja trajala 4 leta. Danes sta se župan mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, in vršilec dolžnosti direktorja mestne uprave Marko Žula v Ljubljani sestala z odvetnikom. Univerzitetna športna zveza je namreč mariborski občini zaradi odpovedi zimske univerzijade poslala predlog poravnave, ki so ga proučili in izoblikovali švicarskimi odvetniki. Zaradi potekajočih pogajanj o poravnavi so sodišču v Lozani predlagali preložitev naroka. Za kakšen znesek poravnave gre, ostaja skrivnost, saj kot so zapisali, o podrobnostih ne morejo govoriti zaradi klauzule o zaupnosti pogodbe. Delničarji Palome, sladkogorske tovarne papirja, med katerimi je tudi država, so se danes seznanili številnimi poročili ter upravi družbe in nadzornemu svetu podelili razrešnico za lani. Spomnimo, da je upravo Palome lani še vodil Darko Bračič, ki je bil aprila letos sporazumno razrešen, s 1. avgustom pa je vodenje Palome prevzel Tadej Gosak. Paloma, ki je še lani imela za 1,2 milijona evrov izgube, je v obdobju od januarja do julija letos ustvarila 47,6 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Izrednega poslovanja je imela 200 000 evrov dobička, EBITDA pa je znašal 2,2 milijona evrov. V hotelu Habakuk se je drevi zaključila mednarodna konferenca o obnovljivih virih energije. Tovrstna strokovna srečanja so pred približno 10 leti začeli organizirati na Danskem, tokrat pa se je konferenca prvič odvila v Sloveniji. Zbralo se je preko 100 udeležencev iz več kot 40 držav sveta. Skupaj so debatirali o trajnostni energiji in varovanju okolja. Glavni poudarki, kot sem rekel, so na izkoriščanju alternativnih virov energije in na smotrni rabi energije, kar je danes tudi trend in usmeritev celotne Evrope in sveta. Čeprav je konferenca potekala že 6., pa so jo v Mariboru na pobudo profesorja Kropeta organizirali šele prvič. This conference started in 2004 in Dublin City University and moved a lot of different places in Europe, and now we are happy to have it here in Maribor. It's a fantastic place. Pomembne poudarke obnovljivim virom energije dajejo tudi na Mariborski univerzi, predvsem na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. To je treba zelo resno in sistemsko razmišljati o tem, ne samo na tehničnem področju, ampak širše, kaj vse je treba ali lahko naredimo, da nekako stabiliziramo naš vpliv na okolje. Po pridobivanju energije iz obnovljivih virov v Evropi prednjačijo Švedska, Avstrija, Latvija in Finska. Pri nas delež tovrstne energije v skupni oskrbi znaša 19%. Najpogostejši viri so les, biomasa in hidroenergija. Tako da zdaj v tem trenutku vlada predvsem načrtuje na področju obnovljivih virov, kot veste, verigo savskih elektrarn, na kateri intenzivno delamo, in pa hkrati tudi podpiramo vse ostale obnovljive vire, kot so razvoj fotovoltaike in pa vetrne energije. In prav obnovljivi viri energije v Sloveniji bodo morda v prihodnje predstavljali pomembno priložnost za odpiranje novih delovnih mest. Delež pridobivanja tovrstne energije naj bi v Sloveniji do leta 2020 povečali na 25%.
Včeraj okoli 11. ure je patrulja policistov Policijske postaje Slovenska Bistrica ob stanovanjski hiši v Leskovcu opazila nasad prepovedane droge konoplje. Policisti so kraj zavarovali in na okrožnem sodišču v Mariboru pridobili odredbo za hišno preiskavo pri 43-letnem osumljencu. Med hišno preiskavo so policisti našli in zasegli 37 sadik konoplje. Osumljenca bodo kazensko ovadili. Gašper Mišič je po sestanku s predsednico vlade in predstavniki stranke Pozitivna Slovenija odstopil kot državni sekretar v kabinetu predsednice vlade. Mišič je, kot je znano, eden od kandidatov za predsednika uprave Luke Koper. Po sestanku je povedal, da je odstopil zato, da predsednico vlade razbremeni pritiskov in namigovanj, da gre pri izbiri novega predsednika uprave Luke za politično kadrovanje. To namreč menijo nekateri v koalicijskih strankah. Danes je 14 dni, odkar so nekdanjemu lastniku Diners kluba Slovenija Tomažu Lovšetu odvzeli prostost. Ta je še vedno v 30-dnevnem priporu. Zadeva pa se vse bolj zapleta. Potem, ko je sodišče prepozno zavrnilo pritožbo na sklep o priporu, v kateri je Lovše ponudil tudi 1 milijon evrov varščine, zdaj Lovšetov odvetnik pravi, da ne more do posnetkov prisluškovanj. Prav na te sta se namreč sklicevala policija in tožilstvo pri utemeljevanju kaznivih dejanj in begosumnosti. Odvetnik pa pravi, da prisluhi razbremenjujejo Lovšeta. Marko Kranjec, ki je bil do julija guverner Banke Slovenije, se ni poslovil z odpravnino, se pa je s precejšnjim nadomestilom za dopust, ki ga ni izkoristil. Na račun naj bi dobil kar 20 tisoč evrov neto. Natančnejšega zneska v Banki Slovenije kljub pozivu informacijske pooblaščenke nočejo razkriti, ker da gre za osebni podatek. Kranjec trdi, da mu ta denar pripada po pogodbi, pravniki pa, da je vse skupaj sporno. Tudi zato, ker zakon ne dopušča kopičenja neizkoriščenega dopusta. Kranjcu naj bi se ga nabralo za kar 75 dni. Na Ptuju se danes začenja bogato festivalsko dogajanje, 17 dnevi poezije in vina. V 4 dneh se bo na različnih ulicah in trgih Ptuja predstavilo več kot 20 tujih in slovenskih pesnikov. Največjo pozornost tokrat namenjajo francoski poeziji in osrednjemu gostu Michelu Deguiju. Literarne dogodke vabijo tudi otroke, dogajanje bodo popestrili še izbrane likovne razstave, performansi, koncerti in pokušine vin. Dnevi poezije in vina so osrednja pesniška in kulturna manifestacija v Sloveniji in širši okolici. Festivalskemu dogajanju pa se priključujejo gledališka premiera, festival rizlingov Ptujske kleti v Minoritskem samostanu in Rimske igre. Mariborski nogometaši so včeraj v Plznu proti Viktoriji odigrali prvo tekmo 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, s Češke pa so se vrnili s porazom z 1-3. Prvi gol je padel že v 8. minuti, strelec je bil Čišovski. Na 2-2 je povišal Darida, zadnji nesrečni gol pa je padel tik ob izteku srečanja. Za Mariborčane je edini zadetek dosegel Aleš Mejač. A igra slovenskih prvakov je bila spodbudna in upanje za nastop med elito ostaja. Probal sem dati vse od sebe, nekako z golcem je še v bistvu bila tista res nagrada za trud, škoda pač tega pred gola v 90 minuti, 2-1 bi bilo sigurno nekaj drugega, ampak je kar je, pač vemo, da doma, da bomo s pomočjo publike sigurno še boljši, kot smo bili danes in pač treba bo stremeti temu, da dosežemo te 2 zadetka. Takšen je nogomet, enkrat ga daš, enkrat ga dobiš, škoda te 90 minute, to je še dokaz, kako je nogomet zanimiv, nepredvidljiv šport. Ampak kot sem rekel, takoj v slačilnici je bilo zelo pozitivno vzdušje, vsi smo dali glave gor, trenerji in športni direktor smo dali dobre vse, da smo odigrali odlično tekmo in da imamo še za veliko pokazati na drugi tekmi. Usprkos tog rezultata i mi dalje smo živi. Tako u sportu treba postaviti nadu do kraja, znači učiniti sve da budemo dobri za 7 dana. Moramo priznati da danas domaćin bio efikasniji. Zunanji ministri Evropske unije v Bruslju začenjajo izredno zasedanje o razmerah v Egiptu. Skušali naj bi se dogovoriti o gospodarskih in političnih ukrepih za ustavitev zadnjega vala nasilja, ki je v tej državi izbruhnil prejšnji teden, ko je vojska začela preganjati podpornike odstavljenega predsednika Mursija. V Bruslju je tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Upravljavcu jedrske elektrarne v Fukušimi še vedno ni uspelo preprečiti iztekanja radioaktivne vode iz rezervoarjev, ki so bili poškodovani v katastrofalnem potresu in cunamiju pred 2 letoma in pol. Kot smo poročali, je včeraj iz rezervoarjev izteklo 300 ton radioaktivne vode. Pristojni so zato povečali stopnjo nevarnosti.
David Miranda, partner Guardianovega novinarja, ki je pisal o razkritjih nekdanjega uslužbenca ameriške obveščevalne službe NSA Edwarda Snowdena, bo tožil britanske oblasti. Te so ga v nedeljo za 9 ur pridržale na londonskem letališču Heathrow. Britanska notranja ministrica je potrdila, da je bila o njegovem pridržanju predhodno obveščena. Še vedno pa odmeva tudi razkritje časopisa Guardian, da je britanska vlada uredništvo časopisa prisilila, da je uničilo diske z dokazi, ki jim jih je dal Snowden. Poplave, ki so v zadnjih dneh prizadele več azijskih držav, so terjale že več kot 200 življenj, 1,5 milijona ljudi pa je moralo zapustiti domove. Na Kitajskem, kjer se v več regijah borijo z najhujšimi poplavami v zadnjem desetletju, je umrlo okoli 170 ljudi. V mestu na jugu Kitajske se je včeraj na majhnem balkonu stanovanja odvijala prava drama. 8-letni deček je namreč med odsotnostjo staršev splezal skozi okno in obtičal med železnimi rešetkami balkona v 8. nadstropju zgradbe. Policista, ki sta prva prišla na kraj dogajanja, sta skušala potegniti fanta za noge in tako preprečiti njegov padec. Prestrašenega dečka so nato s hidravličnim rezalnikom po 20 minutah rešili gasilci. Takole pa je videti rojstvo nove zvezde. Znanstveniki so s teleskopom ALMA v Čilu posneli žarečo maso, ki je nastala, ko je trdna snov trčila s plini in prahom. Astronavti so s posnetki izmerili moč vetrov, ki so se pri tem sprožili in bili presenečeni, saj so do zdaj menili, da so vetrovi šibkejši. Hitrost materiala, ki odleti v vesolje, je presenetljiva, so sporočili z observatorija in dodali, da so rojstvo te zvezde posneli različni teleskopi, a jim do zdaj še ni uspelo narediti tako jasnega posnetka. Ob koncu še vabilo k ogledu nadaljevanja našega programa. Danes ob 20:05 v oddaji Tele-M v živo gostimo župana mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištravca. Vabimo vas, da mu tudi sami zastavite vprašanja ali komentirate njegov dosedanji mandat. Pišite nam na elektronski naslov, med oddajo pa pokličite na telefonski številki. Vabljeni k sodelovanju. Jutri bo v zahodnih krajih večinoma sončno, na vzhodu pa zmerno, predvsem danes tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija. V petek bo deloma jasno, proti večeru bo v goratem svetu možna kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krevne plohe in nevihte.